Prav lepo pozdravljeni nazaj na 6. simpoziju slovenskih raziskovalcev v tujini. Danes imamo še zadnji panel, spremembe na finančnih trgih iz družboslovnega vidika. Moderiral pa bo dr. Aljoša Valentinčič, tako da kar predajam besedo vam. Pa mislim, da ga še ni na panelu. Dajmo samo minutko počakati. Je, ampak nima kontrole za govor in kamero. Pa če ga lahko prestavimo k panelistom. Aha, dober dan, vsi skupaj. Evo, zdaj pa sem. Bil sem v čakalnici 10 minut, lepo se opravičujem, zgleda nekaj je šlo narobe. Lepo pozdravljeni skratka na zadnji tem panelu, 5. panelu, 6. srečanja, ki ga organizira Društvo Vtis v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo Republike Slovenije. Pred nami je zelo zanimiva tema še na koncu, torej spremembe na finančnih trgih, družboslovni vidiki. To je tema, o kateri verjetno bi lahko govorili cel dan samo o tej temi in verjetno ne samo en dan, ampak kar lepo cel mesec, posebej še v zadnjih časih in posebej še z tematiko, ki nam jo bodo predstavili trije panelisti, ena panelistka in dva panelista, z zelo različnih zornih kotov. Tako da jaz vse skupaj lepo pozdravljam, vse poslušalce in tudi vse tri paneliste. Z nami bo dr. Ana Podvršič, dr. Jernej Čopič in dr. Matjaž Maletič. Plan je tak, da za vsakega namenimo približno 30 minut, se pravi 20 minut prezentacije, potem pa 10 minut za diskusijo, vprašanja, komentarje, sugestije za njihovo nadaljnje delo in tudi kakšen lasten komentar seveda. Tako da, če ste za, samo da vidim, če smo vsi gor, bi jaz potem predal besedo Ani Podvršič. A ste tukaj, Ana? Ana zgleda tudi še ni priključena, tako da jo bom jaz samo na kratko predstavil najprej. Dr. Ana Podvršič je francistka in, evo, tukaj je. Živijo. Doktorica sociologije in ekonomskih ved, je bila mlada raziskovalka na Univerzi v Ljubljani, trenutno pa je postdoktorska študentka Marie Curie na Centru za jugovzhodne in evropske študije na Univerzi v Gradcu. Ana raziskuje s področja mednarodne politične ekonomije, postsocialistično tranzicijo in evropske integracije. Objavlja v mednarodnih priznanih revijah, na primer New Political Economy, Revue de la Regulation. Njene prispevke pa najdemo tudi v drugih znanstvenih revijah in poljudnih zbornikih. Za enega od njih je tudi v soavtorstvu z Majo Breznik prejela priznanje Sociološkega društva Slovenije za znanstveno delo. Ana bo danes z nami spregovorila o temi, v kateri smo verjetno marsikdo našel svoje razmisleke tudi, in sicer je dala naslov Neoliberalizem, financializacija in krize perifernega kapitalizma v Sloveniji. Tako da, Ana, če ste pripravljeni, če ste za, vam jaz predajam besedo, vas bom opozoril par minut pred koncem in potem nadaljujemo z vprašanjem in diskusijo. Prav? Super. Lepo pozdravljeni, najlepša hvala za vabilo k sodelovanju pri tem panelu, pa tudi organizatorjem za pripravo vsega tega dogodka. Moram reči, da mi je bilo vabilo hkrati v čas, pa tudi velik izziv zato, ker se v mojem proučevanju, kot je mogoče postalo že jasno iz predstavitve, niti ne ukvarjam toliko z vprašanjem finančnih trgov. Moj študij v Parizu in v Sloveniji me je vodil
preko vprašanja razvoja trga v Sloveniji do razvoja nacionalnega gospodarstva, do vprašanja evropskih odnosov, center periferije in zdaj kot Marie Curie štipendijska se ukvarjam z vprašanjem jugoslovanske dolžniške krize. Tako da bom jaz v moji predstavitvi se vprašanja finančnih trgov dotaknila zelo, zelo posredno, praktično skoraj, da ne bodo omenjeni. No, vseeno upam, da bo prispevek kolikor toliko zanimiv za vas. Kar pa bom naredila, je pač moja tema, predvsem vprašanja, ki me zanimajo, nekako splošen vzpon moči in razvoja finančnega sektorja v času neoliberalizma in njihov vpliv na posamezne trajektorije nacionalnih gospodarstev. Nekako izhajam iz razvojnih študij, socioloških študij, heterodoksnih pristopov v politični ekonomiji. Zato to sem se odločila, da bo moja predstavitev nekako zasnovana v 3 dele. Najprej bi se rada ustavila malo pri mojih samih raziskovalnih izhodiščih, da pojasnim, kako sociologi in politični ekonomisti, sploh tisti, ki se opiramo na klasično politično ekonomijo iz 19. stoletja, razumemo trge in ekonomske procese, potem nekaj malega v mojem pristopu. Na to si bomo na kratko pogledali razprave o financializaciji kot taki in za konec se bom na hitro še ustavila pri razvoju slovenskega gospodarstva in kako je neoliberalna financializacija vplivala nanj. Zdaj, moj namen tu seveda ne more biti, da bi ponudila neko podrobno analizo kriz in šibkosti razvoja slovenskega gospodarstva v zadnjih desetletjih, pa v zadnjih letih, ampak gre res tukaj bolj za nekakšno demonstracijo, kako lahko s koncepti, s katerimi se ukvarjam, mogoče prinesemo ali pa bolj razumemo dogajanje oziroma razvoj slovenskega gospodarstva. Mogoče da bi širila moj PowerPoint. Imamo dostop? Ja, moramo biti. Vsi bi morali imeti dostop, vsi panelisti. Imamo, je? Evo, imam. Evo ga, samo sekundico. Evo. Pardon, se bi še mogla začeti. Ja, skratka, neoliberalizem, financializacija in krize perifernega kapitalizma v Sloveniji. In kako grem na projekcijo? Evo. Spravi, kaj so moja politična izhodišča? Kot omenjeno, v mojih raziskavah izhajam iz predpostavk klasične politične ekonomije, se pravi vede iz 19. stoletja, ki pa so predpostavke, ki so zelo podobne tistim, ki zaznamujejo tudi današnje razprave na področju ekonomske sociologije. Klasična politična ekonomija je veda, ki se je oblikovala še predno so se institucionalizirale posamezne družboslovne znanosti, zato gre za nekakšen integralen pristop k proučevanju ekonomije in politike, v ospredju pa so vprašanja povezana z dinamiko in mehanizmi razvoja kapitalizma in njegovi družbeni učinki. To pomeni, da klasična politična ekonomija ekonomsko sfero ne razume kot avtonomno sfero družbenega delovanja, ampak jo vidi kot soodvisno od ostalih družbenih sfer, politične, civilno-družbene in kulturne. Se pravi, da fenomene in dinamike, ki zaznamujejo dogajanje v ekonomski sferi, lahko razumemo le tako, da jih kontekstualiziramo znotraj širšega družbenega dogajanja. To tudi pomeni, da trg z vidika ekonomskih sociologov in političnih ekonomistov ni nevtralen in avtonomen koordinator družbenih dejavnosti, ampak je zgodovinsko določena institucija, samo delovanje trgov in njegovi učinki na družbo tako niso naprej dani, ampak zgodovinsko določeni, se skozi čas in prostor spreminjajo, pač so odvisni od danega razmerja družbenih moči, državnih regulacij, nekih trendov v razvoju in tako dalje.
Skratka, politična ekonomija je a priori multidisciplinarno zasnovana znanost, politične študije kot take pa med sebojno prepletajo spoznanja, pa tudi metode različnih družboslovnih ved in moje študije se opirajo predvsem na kvalitativno metodologijo in deskriptivno statistiko. Kar se tiče mojega pristopa, verjetno nekateri se mogoče že mislite, pristop, ki ga uporabljam v svojih analizah, se nekako zoperstavlja metodološkemu nacionalizmu in individualizmu. To pomeni, da ko proučujem razvoj nacionalnih gospodarstev, ne izhajam iz samega dogajanja na ravni posameznih gospodarstv, ampak si najprej pogledam neke procese in trende, ki določajo razvoj svetovnega gospodarstva, pravi neke globje, širše dinamike, nato pa proučujem, kako se pač te konkretizirajo na ravni posameznih nacionalnih gospodarstv. Prenos širših trendov je med drugim pač povezan z dejstvom, da razvoj nacionalnih gospodarstv ne poteka na avtonomen način, ampak so le-te medsebojno soodvisne in povezane. Seveda je soodvisnost nacionalnih gospodarstv asimetrične narave oziroma hierarhične narave, kar pomeni, da med nacionalnimi gospodarstvi obstajajo neenaka razmerja moči. In zdaj glede na to, kje države zasedajo oziroma glede na položaj, ki ga države zasedajo na svetovnem trgu in mednarodni delitvi dela, lahko razlikujemo med centralnimi in perifernimi gospodarstvi oziroma med centrom in periferijo in to je zame kar pomembno. Trend, ki mene še posebej zanima oziroma ki bi ga rada tu predstavila, je tako imenovana financializacija svetovnega gospodarstva, se pravi, financializacija kot taka se nanaša na izjemen razvoj in povečanje ekonomske ter politične moči finančnega sektorja v zadnjih desetletjih. Malo moram prekiniti, Ana. Ja. Lahko prekinete, nehati screen sharati in ponovno začnete, ker smo opazili, da se vaši slajdi na screenu ne premikajo. Tako da imate opcijo stop screen share in potem začnite na novo. Tako pa upam, da bo šlo. Ojoj, čakajte samo minuta. A je lahko to povezano z internetno povezavo? Jaz sem se danes že selila zaradi internetne povezave. Ampak, čakaj. Ne, to se zgodi v Zoomu včasih, tako da dajte deliti ne PowerPoint, ampak cel ekran. Samo moment. Vse kakor jaz. Ne moram prekiniti. Moj screen del. Je zdaj boljš? Je zdaj bolje? Ne. Ne. Jaz pa tudi ne moram nič narediti. Meni je iskreno žal. Mislim, to se mi zdaj prvič zgodilo, tako da nisem pa tehnološko... Zdaj screen sharanje je prekinjeno, zdaj pa samo pravite začeti na novo. Mislim, da imam zdaj tukaj duplikacijo. Je sedaj bolje? Ja, zdaj pa bo. Sedaj je v redu? Ja, vidi se. Ok. Upajmo, da se bo scrollalo dol naprej potem. Se scrolla? Ne. Mislim, da... Ne? Ne. A nadaljujemo potem brez PowerPointa ali se izključim pa ponovno vključim, ker mogoče je tudi to problemno. Ker danes sem že imela težave z internetno povezavo. Jaz v bistvu samo predlagam tukaj, da ne greste z slajdom na cel zaslon, ampak jih imate kar tukaj, ki jih imate levo desno, da ne greste pol na ta na predstavitev. Ker zgleda se zgodilo, da ko ste klikali na predstavitelj, je enostavno zafrizala zadevo. No, pa pojdimo še enkrat. Tako, zdaj pravite tukaj premikati. Ja, tu imam pa jaz blokiran računalnik, ne morem
ne odziva. Nič, pa dajmo brez, se bomo pozorno poslušali. Verjetno se tudi že malo, trendi so vam tako ali tako jasni, joj, pa toliko dela je bilo vloženega. Se zgodi, nekaj. Nekaj, ja. Čakaj, da se moram ponovno zbrati. Ja, skratka, mene zanima financializacija, ki jo uporabljamo, nemara nekateri izmed vas že poznate koncept, se nanaša na izjemen razvoj in povečanje ekonomske ter politične moči finančnega sektorja v zadnjih desetletjih. Na makroravni se vzpon finančnega sektorja kaže na primer globalni ekspanziji finančnih trgov, ki jo bodo drugi panelisti verjetno bolj problematizirali, pa tudi rasti finančnega premoženja, mase javnega in privatnega dolga nacionalnih držav, večanju vloge finančnih institucij, kot denimo Mednarodnega denarnega sklada pri organizaciji svetovnega gospodarstva, pa tudi vplivu na reforme nacionalnih gospodarstev. Finance so začele dejansko prežemati vse spone družbenega življenja in v njihove tokove so se začeli vključevati tudi družbeni razredi, ki so bili predtem nekateri bolj ali manj izključeni iz samih finančnih tokov. Tu na primer mislim zlasti na gospodinjstva, delavski razred. Verjetno se spomnite pred izbruh finančne krize je med drugim pokup balona na trgu hipotekarnih posojil v ZDA. Se pravi, s financializacijo so v ekspanzijo finančnega sektorja postali vključena tudi gospodinjstva. Poleg samih inovacij na področju informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij, vzpon tega finančnega sektorja ne bi bil možen brez neoliberalnih politik, se pravi politik liberalizacije gospodarstev, ki smo jim priča v zadnjih 40 letih. Pri tem, glede na moj holistični pristop, tu, ko govorimo o liberalizaciji gospodarstva, ne mislim zgolj liberalizacijo mednarodnih kapitalskih trgov ali pa deregulacijo nacionalnih finančnih sistemov, ampak tudi mislim tudi, oziroma se nanašam tudi na reforme v zvezi s privatizacijo socialnih storitev, fleksibilizacijo trga dela in nižanjem davkov na bogate ter kapital, ki so vse na tak ali drugačen način v bistvu prispevali k ekspanziji finančnega sektorja. Zdaj, med političnimi ekonomisti in ekonomskimi sociologi obstaja živahna razprava o vlogi in pomenu sodobnega vzpona finančnega sektorja oziroma financializacije v samem zgodovinskem razvoju kapitalizma in globalnega gospodarstva. Nekateri menijo, da gre v bistvu za nek sodoben fenomen, povezan predvsem s transformacijo odnosov med bankami, velikimi finančnimi korporacijami in gospodinjstvi oziroma delavskim razredom v državah kapitalističnega centra, v centralnih državah. Drugi pa pravijo, da je treba pa postavijo današnjo rast finančnih sredstev v kontekst dolgega razvoja kapitalizma in je zanimivo, pravijo, da je pač treba na ekspanzijo finančnega sektorja gledati kot na nekakšno sistemsko rešitev na krize kapitalizma, ponavljajoče se krize kapitalizma. Zakaj? Ker če pogledamo iz zgodovinskega vidika, vidimo, da so se naložbe v finančna sredstva povečale vsakič, ko je prišlo do upada oziroma stagnacije v sektorju industrijske proizvodnje. In v taki situaciji se ekonomska negotovost poveča, zato kapital išče nove fleksibilne in likvidne oblike naložb in zdi se, da pač finančne naložbe zadoščajo proti tem zahtevam. Pri tem je zanimivo omeniti, in to se tiče predvsem tudi moje teme, da ima stagnirajoča produktivna akumulacija in financializacija v centralnih državah pogosto mednarodne razsežnosti, kar pomeni, da v iskanju novih prostorov za naložbe
se kapital iz centra lahko kaj hitro preusmeri tudi na periferijo, kar vodi v večanje finančnih tokov v perifernih in polperifernih državah. Študije, ki se ukvarjajo z vplivom ekspanzije finančnega sektorja na posamezne vzorce gospodarske rasti, razločujejo med dvema oblikama oziroma vrstama financializacije. Na eni strani je lahko razvoj nacionalnih gospodarstv oziroma je bil v zadnjih 40 letih razvoj nacionalnih gospodarstv predvsem zaznamovan z financializacijo, ki je osnovana na tako imenovanem fiktivnem kapitalu, se pravi, gre za obsežno akumulacijo delnic, obveznic in izvedenih finančnih instrumentov, ali pa financializacijo, ki temelji na tako imenovanem obrestnostnem kapitalu in ki je pogosto povezana z bančnimi posojili, zlasti z bančnimi posojili bank iz centralnih držav. Tukaj že nakazujem, da je v bistvu, da so različni tipi financializacije niso enakomerno porazdeljeni, sploh financializacija, ki temelji na odvisnostnem kapitalu, je zlasti pomembna za periferne in polperiferne države. Se pravi tudi vključno s slovenskim gospodarstvom. In zdaj, če pogledamo na razvoj slovenskega gospodarstva z te perspektive, se pravi z perspektive neoliberalizacije svetovnega gospodarstva od 70 let dalje, z perspektive postopnega širjenja finančnega sektorja in njegovih različnih modalitet, je zelo zanimivo, ker ugotovimo to, da je v bistvu slovensko gospodarstvo v zadnjih 40 letih oziroma v času vzpona neoliberalizma imelo kar dva valova financializacije. Prvi val se je zgodil v času Jugoslavije, od sredi 70 let dalje, ko se je jugoslovansko gospodarstvo začelo masovno zadolževati v tujih bankah. In rast jugoslovanskega dolga je bila na eni strani povezana s kroničnim neskladjem med izvozom in uvoznimi potrebami jugoslovanskega gospodarstva, pa tudi začetno liberalizacijo le-tega, na drugi pa z ukrepi, ki so jih centralne države uvedle v tedanjem kontekstu krize profitabilnosti kapitala, ki je nastopila v 70 letih in ki se je kazala v obliki nižanja profitnih stopenj, padanja produktivnosti in naraščajoče inflacije. In voditelji centralnih držav so to krizo med drugim začeli reševati tako, da so odpravili tedaj uveljavljene finančne omejitve in liberalizirali finančno poslovanje. In privatne banke so posledično začele masovno posojati denar v obliki evrskih ali naftnih dolarjev vladam in podjetjem iz perifernih in polperifernih gospodarstev po izjemno ugodnih pogojih in predvsem v glavnem mimo državnega nadzora. In med temi državami dolžnicami se je znašla tudi Jugoslavija, ki se je po dvigu obrestnih mer, podobno kot večina drugih držav tako imenovanega svetovnega juga, znašla v hudi dolžniški krizi in bila prisiljena, da se v zameno za finančno pomoč ukloni strogim ukrepom Mednarodnega denarnega sklada in interesom mednarodnih bank. Te so zahtevali implementacijo varčevalnih ukrepov, liberalizacijo gospodarstva, pa predvsem preusmeritev razpoložljivih sredstev v odplačevanju kreditov. Med posledicami reševanja jugoslovanske krize ali pa krize prve odvisne financializacije slovenskega gospodarstva v kontekstu Jugoslavije sta bili tudi razpad federalne države in restauracija kapitalizma v Sloveniji, to vemo. Kar pa je zanimivo, je, da ne državna osamosvojitev, ne nadaljnja liberalizacija slovenskega gospodarstva pod mentorstvom evropskih integracij nista preprečili novega vala financializacije slovenskega gospodarstva. Ta se je zgodil po prelomu tisočletja, mislim, da večina med vami dobro pozna, se pravi času približevanja Slovenije Evropski uniji in pa v času priprav na integracijo v ekonomsko in monetarno unijo.
Postopna liberalizacija finančnih tokov, vstop v EU in nizke obrestne mere, ki jih je vodila Evropska centralna banka, so namreč prispevale k oblikovanju pasti poceni denarja v slovenskem gospodarstvu in krepile zadolževanje podjetij oziroma spodbudile zadolževanje podjetij. Slovenske banke so se močno zanašale na kratkoročne zunanje finance in so svoje kredite hitro razširile. Zunanje financiranje se niso močno zanašale le banke pod domačim lastništvom, ampak v bistvu tudi tuje banke. Je pa pač dejstvo, da ker so imele domače banke glavne deleže, so postale tudi najbolj ranljive na spremembe na mednarodnih finančnih trgih. Dotok tujih kreditov je bolj malo prispeval k sami prestrukturaciji slovenskega gospodarstva ali pa krepitvi razvoja dejavnosti z visoko dodano vrednostjo, ampak je bolj napajal ekspanzijo dejavnosti z nizko dodano vrednostjo, ki so vezane na domače trge, kot denimo gradbeništvo. Pri tem je pa tudi pomembno to, da Slovenija v tem novem valu zadolževanja, kot že tudi prej, ni bila izjema. Če je bil prvi val zadolževanja, se dogajal v kontekstu zadolževanja oziroma prvotne financializacije svetovne polperiferije, se je to vrstni val dogajal v kontekstu financializacije rasti zunanjega dolga evropske periferije. Naj si bo periferija iz vzhodne Evrope ali pa države tako imenovane južne periferije. Južne periferije evrskega območja. No in zdaj pridemo tukaj in prav pač izbruh globalne, prav pač ta vpetost Slovenije v evropsko delitev dela in periferni položaj znotraj evropskih odnosov centra in periferije so igrali ključno vlogo pri samem poteku krize. Slovensko gospodarstvo je bilo, sam izbruh globalne finančne krize je slovensko gospodarstvo močno zaznamovalo oziroma močno prizadelo. Menim, da začetni izbruh je bil povezan z šibkostmi, ki jih je tedaj slovensko gospodarstvo akumuliralo. Šibkosti niso samo izhajale iz neoliberalne financializacije, ampak tudi odvisne industrializacije, ampak tega se do zdaj ne bom tukaj dotaknila. Ampak sama dolgotrajna narava krize in potek krize pa menim, da je bila močno povezana s samimi strategijami reševanja krize perifernega kapitalizma, kjer je ravno kriza te neoliberalne financializacije igrala ključno vlogo. Zakaj? Po začetnem močnem padcu gradbenega sektorja in izvoznega sektorja se je kriza v bistvu prelevila v bančno krizo, nato pa v krizo javnega dolga. In eden izmed vzrokov tega prenosa krize so bile med drugim tudi tako imenovane protikrizne strategije, ki so temeljile na varčevalnih ukrepih, nadaljnji liberalizaciji, pa tudi oziroma predvsem dokapitalizaciji bank in odkup slabih terjatev ter prestrukturiranje bančnega sektorja pod nadzorom Evropske komisije in Evropske centralne banke. Z tega vidika je zanimivo omeniti oziroma, da je v bistvu rast javnega dolga v Sloveniji ni toliko povezana z predkriznim vzorcem gospodarske rasti, ampak v bistvu z načinom reševanja same krize financializacije, kjer so se v bistvu izgube ali pa zmote privatnega sektorja nekako socializirale oziroma nacionalizirale. Ker se mi zmanjkuje časa, se ne bom dotaknila krize javnega dolga in pritiska finančnih trgov, mogoče boste vi tukaj več omenili, ampak mogoče še ena posledica načina reševanja krize finančnega sektorja, ki je bila tudi močno problematizirana v slovenski javni razpravi, je bila seveda tudi privatizacija bank, s čimer se je razvoj slovenskega gospodarstva oziroma sam model perifernega kapitalizma v Sloveniji močno približal modelu razvoja ostalih perifernih držav iz srednje in vzhodne Evrope, za katere je veljalo že pred izbruhom gospodarske globalne finančne krize, da so bili glavni
glavni bančni akterji na lokalnem trgu v bistvu tujega izvora. Zdaj pa samo za hitro za konec, pač še enkrat iskreno mi je žal za PowerPoint, malo me je vse skupaj zmedlo, ampak vseeno upam, da sem vas prepričala v to, da ekonomske in politično-ekonomske in sociološke perspektive in lahko pomembno doprinesejo k razpravam o kriznem ali pa pokriznem razvoju slovenskega gospodarstva v zadnjih 10 letih. Zakaj? Ker nam omogočajo, da kontekstualiziramo slovenski razvoj v nekem širšem obdobju, v daljšem času in v daljšem prostoru, in s tem, ko kontekstualiziramo razvoj slovenskega gospodarstva v času neoliberalne financializacije, se zanimivo pokaže to, da se v tem obdobju slovensko gospodarstvo beleži ponavljajoče se krize finančnega sektorja. In da imajo te finančne krize v bistvu izjemno kompleksno naravo, večplastno naravo. To pa se mi zdi zanimivo prav zato, ker se je vsaj v času globalne finančne krize pa krize evrskega območja razprave o problemih bančnega sektorja, o problemih zadolževanja v Sloveniji so se močno koncentrirale na vprašanje lastništva. Zdaj pa, če pogledamo na vprašanje, na problematiko zadolževanja v Sloveniji iz širše perspektive, lahko se odpre v bistvu se to vprašanje lastništva kar naenkrat znajde v veliko bolj kompleksni luči. Se pravi, upam, da nekako sociološki in politični ekonomski doprinosi lahko prispevajo, da imamo politični ekonomisti in sociologi tudi kaj doprinesti k lokalnim razpravam. Hvala še enkrat, se opravičujem za vse nevšečnosti. Super, hvala lepa, Ana. Nevšečnosti se zgodijo v teh časih, ko imamo Zoom gor in dol, pa druga orodja, tako da sploh ni presenetljivo in sem tudi prepričan, da so se tudi naši poslušalci že kdaj srečali s kakšnim od teh zapletov. Tako da to je del nove realnosti, bi rekel, in ko se zgodi, gremo naprej. Tudi mislim, da ste tako povedali, da je bilo vsaj meni brez težav slediti in upam, da bo tudi ostalim tako. Jaz bi zdaj najprej naše poslušalce vprašal, če imajo kakšno vprašanje, komentar, kakšno idejo za naprej morda. Pa bi vas kar povabil, bodite kar pogumni, lahko tudi v chat napišete. Anonimni udeleženec je pohvalil, da je bilo lahko slediti tudi brez PowerPointa, ker ste odlični govorec, Ana. Tako da, evo. Hvala, to mi je pa res slišati, ker v bistvu že praktično 15-16 let delujem v tujini in mi je slovenščina postala prvi tuji jezik. Ja, razumem. No, da mogoče, da če se noben ne javi, bom jaz vprašal najprej. V kontekstu Slovenije je beseda neoliberalizem postala oznaka za vse, kar nekomu v danem trenutku ni všeč. In torej pod tem pojmom zelo različni ljudje razumejo zelo različne stvari. In jaz sicer sem celo tudi imel politično ekonomijo in se spomnim teh definicij, teh pojmov in tako naprej, ampak moram reči, da v sodobnem času je v bistvu nemogoče zaslediti eno enotno definicijo, kaj bi to sploh bilo. Tako da, če kakšno besedo lahko delite z nami o tem, bi bilo super. Hvala. Zelo zanimivo vprašanje, sploh ko govorimo o Sloveniji, ker je Slovenija vsaj v primerjalnih študijah o razvoju kapitalizma v srednji in vzhodni Evropi, v času integracij, v času evropskih integracij, velja za nekakšno izjemo in izjema med drugim tudi zato, ker se je njeni voditelji uprli receptom, nasvetom mednarodnih finančnih svetovalcev, ki so spodbujali hitro privatizacijo in liberalizacijo gospodarstva. Pač razvoj Slovenije iz tega vidika je odstopal od splošnega vzorca razvoja perifernega gospodarstva. Zdaj, če razmišljamo o neoliberalizmu na tak način, pomeni, da v bistvu predpostavljamo oziroma menimo, da je neoliberalizem sestavlja nek jasen sklop politik. Ker imamo recept politik, zdaj
mogoče so to politike Washingtonskega konsensa ali pa karkoli, ampak obstaja nek jasno determiniran sklop politik in glede na to lahko potem primerjamo države med sabo in ugotovimo, ali so koliko so neoliberalne ali pa koliko so njihove gospodarske politike neoliberalne. To je en pristop. Moj pristop se malce razlikuje od tega pristopa, to pa ravno zaradi tega, ker sem izjemna privrženica tega holističnega pristopa, tega holističnega pogleda in ne obstajajo svetovni trendi, potem pa imamo različne konkretizacije, ker mi je vso branje zgodovinskih študij prepričalo preprosto v to, da obstajajo neki splošni vzorci razvoja, na katere imajo seveda akterji vpliv, so povezani z interakcijo nacionalnih gospodarstev in to, ampak v splošnem pa so še vedno neke strukture, oziroma nočem govoriti o ekonomskih zakonitostih, ker se mi zdi to malo preveč problematično oziroma strukturalistično. In iz tega vidika pa lahko neoliberalizem v bistvu na liberalizmu vidimo v bistvu nek političen projekt ali pa širšo razvojno paradigmo. Paradigmo, ki je imela skupno to, da je zmanjšala socialno-varstvene pravice, pa pogoje zaposlovanja na splošni ravni in predvsem okrepila moč premožnejših slojev nasploh. In če to vzamemo kot glavno determinanto, pa je potem lažje proučevati oziroma umestiti razvoj nacionalnih gospodarstev v samo obdobje neoliberalizma. Ker tukaj ne govorimo več o konkretnem sklopu politik, ampak predvsem o nekih smernicah razvoja. In potem, kako so se pa te smernice konkretizirale, pa je odvisno od domačega razmerja sil, institucionalnega razvoja in tako dalje. In Slovenija je iz tega vidika zelo, zelo zanimiva, ker na eni strani je resnično velika izjema, na drugi strani pa, če pogledamo splošne trende, vidimo, da so te sledili v bistvu neki splošnim trendom, ki veljajo za neoliberalizacijo svetovnega gospodarstva. Okay. Ampak a vidite pol Slovenijo kaj kot deželo neoliberalizma ali ne? Ja, jaz, ko proučujem Slovenijo, izhajam iz tega, da je Slovenija tudi, da se je v bistvu, ne da je Slovenija neoliberalna, ampak da je šlo slovensko gospodarstvo skozi proces neoliberalizacije. Tako. In pač ravno neoliberalizacije, ki ste jo določile dve finančni krizi, kriza v Jugoslaviji, pa to. Tako. Jaz govorim o tem procesu neoliberalizacije in o vzorcih razvoja. Imamo tle še eno vprašanje v chatu. Zanima me, kako bi vi makroekonomsko politiko usmerili naprej, na katero smer. Smo v globalni ekonomski sliki palček, pa vendar del celote, želje so ene, možnosti pa druge. Ja, najlepša hvala. Ekonomsko politiko Slovenije ali nasploh svetovnega gospodarstva? Verjetno Slovenija. Slovenija, ja. Tako, ja. Nisem še izdelala razvojnega programa, upam, da nekoč pridem na tak položaj, ko bi. Smo v globalni ekonomski sliki palček, pa vendar del celote, kar seveda kar omeji možnosti, jih pa popolnoma ne zapre, bi rekla. In v razpravah o, na primer, alternativni industrijski strategiji, pa mogoče kako zmanjšati razmerja centra periferije znotraj evropskih integracij oziroma Evropske unije, obstajajo razprave, ki pravijo, da bi bile dobro, da se periferne države da periferne države, ki imajo močan industrijski sektor, začnejo povezovati med sabo. Se pravi, da se okrepi regionalne povezave in zmanjša odvisnost samo na povpraševanje za Slovenijo nemškega proizvodnega sektorja. Tako, to drugo pa bi zagotovo spodbujala diferenciacijo izvoza. Jaz mislim, ne vidim Slovenije, kako bi se lahko izognila odvisnosti od izvoza kot takemu.
razen če bi se spet ponovno dejansko nekako reintegrirala v neko tako združbo, kar je Jugoslavija bila. Vsekakor pa bi diversificirala izvozno usmerjenost, ki se mi zdi, če me številke ne varajo statistične, ki se je po krizi v bistvu še bolj zožala sam izvozni profil, kar pomeni, da se je še poglobila odvisnost od določenega tipa povpraševanja. Potem pa druga, mogoče malo bolj radikalna strategija, ki pa vprašanje, koliko je odvisna, koliko je realno možna, če se to ne zgodi na ravni večjih držav. Treba bi bilo razmisliti v bistvu o vprašanju bančnega sektorja, vlogi bank, kako bi banke začele dejansko, kako bi banke ponovno postale razvojne banke. Razvojne banke v smislu, kakor jih je na primer imelo nemško gospodarstvo v povojnem obdobju. Potem tudi to. Zdaj, kako je to možno? Ja, moram premisliti. Ana, se moramo premakniti naprej, ker že malo zaradi tehnike in vsega. Tako da, hvala lepa. Diskusijo lahko potem nadaljujemo kasneje. Imamo Slack kanal odprt kasneje po tem sessionu in se lahko tja presedimo. Dobro, tako da, Ana, še enkrat najlepša hvala za vašo prezentacijo. Zdaj gremo pa naprej. Naslednji je z nami tale gospod v upravi Božičkovi, Jernej Čopič. Jernej, pozdravljen. Jernej je doktoriral na Caltechu, trenutno pa je docent na univerzi v Marseju, gostujoči raziskovalec na Seržu in pa gostujoči sodelavec na Caltechu. Jernej je v preteklosti objavljal v številnih revijah, tudi v Science-u, Journal of European Economic Association, Management Science in drugih. Tako da, Jernej, pozdravljen, ti predajam besedo in potem se vrnemo čez 20 minut za vprašanje in komentarje. Tako da lepo prosim. Lepo pozdravljeni. Me slišite? Ja, dobro, tudi vidimo. Kot vidite, imamo tukaj v Los Angelesu precej sonca, tako da bom jaz začetek zagrnil rolete in to tako izboljšal, dobro, tole. Skratka, jaz sem tole vzel zelo dobesedno in tudi kot teoretik seveda zelo resno. In zdaj pa mi prosim povejte še, kako jaz lahko delim mojo prezentacijo. Spodaj je zelena tipka screen share, tak zelen znakec in potem samo izberete željeno aplikacijo za šeranje. Super, krasno. Potem ga sem tukaj odprem. Takole. Tole povečamo. En trenutek. Ok. Malo bi to redu, približno. Tako. Dobro. Začetek, Aljoša, vas moram sam popraviti oziroma te moram popraviti glede mojih afiliacij, ki so res v bistvu še kar komplicirane in jim je težko slediti. Vidim zdaj, da so drugačne. Ja, v bistvu jaz nisem docent, tako da zdaj, če bom jaz tukaj to zelo, kako bi se rekel, amatersko odpredaval, je to zato, ker nimam kaj dosti prakse, ker sem v bistvu zgolj raziskovalec, in torej na Centre national de recherche scientifique, to so ljudje, ki so tako prijazni, da me plačujejo. Moje mesto je v Marseju, torej ex-Marseille Université. Zdaj sem pa trenutno tukaj v Los Angelesu na obisku na Caltechu. In skratka, zdaj jaz bom pač tukaj dal nekako moj pogled, tukaj kot mikroekonomist, oziroma se bom skušal, čeprav kot teoretik, nekako na zelo en tak praktični nivo spraviti. In temu za začetek bi tukaj pogledal, a vidite to novo sliko tukaj, je to v redu? Ja, super, dobro. Skratka, jaz bi tako nekaj, kot pač v bistvu zelo veliko govori o tem, dajmo pogledati za začetek ceno Bitcoina, to je približno od leta 2015, tako kot tukaj vidite, 16. In to je enostavno iz Googla vzeto
In skratka, ta cena zelo precej raste, ne. Zdaj, meni osebno se zdi ta podatek manj pomemben kakor naslednja slikca, ne. In to je tržna kapitalizacija Bitcoina, ne. In skratka, tukaj vidimo, ne, da je zdaj recimo od aprila 2013, ko je bila pač tržna kapitalizacija Bitcoina skoraj nič, ne, je zdaj tole tukaj, ne, je približno to je 1000 milijard dolarjev, ne, to pač, kolikor je danes, ne. No, in zdaj to je treba pa mogoče malo osvetliti v nekih bolj relativnih številkah, ne. In sicer pač namreč tržna kapitalizacija vseh kriptovalut januarja 2020 je bila manj kot 1% celotne tržne kapitalizacije finančnih trgov, ne. Zdaj, danes, ne, je pa tržna kapitalizacija vseh kriptovalut več od 3% tržne kapitalizacije vseh finančnih trgov, ne. Tako da, poleg tega, ne, bi jaz povedal še to, ne, da je delež kriptovalut v portfeljih večjih, torej institucionalnih vlagateljev, to so recimo hedge fundi, investicijske banke, skladi in tako naprej, ne. Pred 2020 je to približno 0%, ne, pač nekaj blazno majhnega, ne. Zdaj, trenutno je to 4%, ne. No, in zdaj, mislim, to še zmeraj ni prav veliko, ne, v bistvu, ne, ampak dejstvo je, da v bistvu so pač ta nekako te kriptovalute, ne, so postale nekako splošno zanimiv tržni papir, ne, torej asset, ne. Tudi v bistvu za formalne vlagatelje, ne, torej klasične in standardne, ne. No, po drugi strani, ne, bi pa jaz osvetlil tudi to, ne, da čeprav zdaj te pač pripadniki kripto sveta, ne, trdijo, da bojo zdaj tale moja brada, jaz sem zdaj na hitro obril tukaj, da malo moti. Po drugi strani, ne, jaz mislim, da kakšnih večjih možnosti, da bi kjerkoli od obstoječih kriptovalut dejansko postala plačilno sredstvo, v bistvu ni, ne, zaenkrat. Recimo pri Bitcoinu je problem v tem, da je računska zahtevnost zapisa transakcij na blockchain enostavno prevelika, da bi to pač bil dejansko nek likvidni papir, kot je to denar, ne. Torej, če bi pač vsi hoteli trgovati, po domače povedano, če bi vsi hoteli trgovati z Bitcoinom namesto recimo pač z evri pa z dolarji pa tako naprej, bi v bistvu potrebovali približno 3-krat toliko elektrike, nekaj takega se mi zdi, kot je imamo trenutno na voljo na svetu, ne. Ampak zdaj jaz mislim, da vse to, ne, pač zdaj tukaj jaz sem to kot neke pač začetne te mogoče na začetno sliko tega mojega pogleda zdaj na to, kaj vse se spreminja na teh finančnih trgih, ne, kot je Aljoša omenil, tega ogromno. Ampak jaz mislim, da tudi v tem nekako, dajmo temu reči, digitalnem svetu je ta pogled izjemno površen zaenkrat, to, kar sem zdaj povedal, ne. Namreč, dajmo pogledati še malo naprej, ne, malo dalje, ne. Nekaj, čemur pravijo v bistvu demokratizacija, ne, ampak jaz bi temu enostavno rekel, da pač so to v resnici startupi, ne, torej pač novo nastala podjetja, ki so se pojavila tudi v sklopu recimo financ in finančnih trgov, pač širše financ v bistvu, ne. Tukaj temu se reče v bistvu fintech, tukaj v ZDA. V zadnjem letu, ne, je bilo tega kapitala, ki je bil vložen v fintech startupe, ogromno, ne. Mislim, da je to reda velikosti nekje okoli 50 milijard dolarjev, ne, kar je torej pač od angelov oziroma venture kapitalistov, ne. Skratka, tega je po eni strani zelo veliko, ne, po drugi strani so pa to v glavnem startupi, ne, ki omogočajo lažje oziroma cenejše sodelovanje na finančnih trgih v vsakem pogledu, ne. Recimo, če pogledamo, tukaj imamo na primer internetne banke, ne, veliko ljudi pri nas tudi pozna na primer Revolut, pa zdaj jih je še cel kup, ne.
Revolut je ena od prvih, ki so precej cenejše v bistvu, kar se tiče vseh možnih transakcijskih stroškov in tudi računov, ne, kot klasične banke. Ne. Torej, v bistvu pač je ta nekak cehovski bankirski svet, ne, ker naenkrat so tukaj pač udrle te, dajmo reči, nekako malo take piratske, ne, oziroma anarhistične, kakorkoli že, ne, internetne banke, ne, ki se ne pokoravajo tem cehovskim pravilom, ne, in so znižale v bistvu stroške, ne, za konsumerje, ne, za potrošnike. Ne, potem so tukaj aplikacije finančnih transakcij. Ne. Veste, še par let nazaj, ne vem, 10, ne, se večje vsote denarja prenašali celo tako, da so ljudje v bistvu dejansko fizično prenašali diamante. Ne. Diamanti so bili zato, oziroma drage kamne, diamanti so bili zato pač pomembni. Ne. Par let nazaj. Ne. In zdaj imamo pa tukaj recimo Flywire, ne, ki je blazno znižal stroške velikih finančnih transakcij, ne. In pač je to precej bolj enostavno. Ne. Potem so tukaj aplikacije za agregacijo informacij, ki pač v bistvu v klasični ekonomski teoriji je to pač vse, kar je najpomembnejše na trgu. V bistvu je trg tisti, ki nekako to informacijo agregira, ne, torej pač da v neko celotno sliko. Ne. In iz tega se potem oblikujejo cene. Ne. Zdaj pač tukaj imamo te aplikacije, ki to počnejo. Ne. Potem imamo aplikacije za cenejše trgovanje, ne, ki pač spet omogočajo malemu investitorju, da precej lažje sodeluje, malemu vlagatelju, da precej lažje sodeluje na teh finančnih trgih. Ne. Torej, na primer, Robinhood, ne, je ena taka pač aplikacija, ki je zdaj zadnje čase bila znana, k temu se bomo še vrnili. Ne. In potem so tukaj tudi aplikacije socialnega sentimenta. Ne. In to je pa v bistvu nekaj še kar novega. Ne. A veste, da nekaj let nazaj so vsi vlagatelji pač v glavnem gledali na finančno sliko podjetij, mogoče še kaj drugega, kdo podjetje vodi, vse sorte. Ne. Zdaj je pa postala pač v bistvu en pomemben parameter tudi tako zvani socialni sentiment. Torej, to pomeni, ne, kako na neko delnico gleda pač zdaj splošna javnost v bistvu. Ne. Torej, en cel kup malih teh ali večjih vlagateljev, pač v bistvu predvsem manjših, ne. To je ta socialni sentiment. Skratka, v bistvu so prišle zraven socialne mreže. Ne. Ampak jaz mislim, da je to vse skupaj še zmeraj, kot recimo teoretik, ne, vrh ledene gore. Ne. Tukaj so v kripto svetu, ne, so se tukaj zdaj pojavili še tako zvani NFT, to so non-fungible tokens. To so v bistvu digitalni zapisi, ne, ki preko blockchaina zdaj se tukaj spet lahko sledi, kdo je tukaj lastnik, kakšne so bile transakcije tega digitalnega zapisa. V digitalnem zapisu samem se da pa zapisati v bistvu karkoli. Ne. In non-fungible pomeni v bistvu to, da to pač niso likvidni, pač, dajmo temu reči, objekti. Ne. Torej, to ni tako kot Bitcoin, da bi bilo tega zelo veliko, ne, istih, ne, skratka, da bi se zdaj, ali pa ne, Ethereum zaradi mene, ne, ampak je pač vsak lahko v principu samo en. Ne. Torej, jaz lahko na nek tak digitalni zapis v bistvu zapišem karkoli, ne, in zdaj s tem pač digitalni zapis prodam nekomu drugemu, tako kot v bistvu naprimer prodajam Bitcoin preko blockchaina. Ne. Skratka, tam se zapiše potem, kdo je zdaj novi lastnik, kakšna je bila ta transakcija in tako naprej. Ne. In to se recimo uporablja za prodajo digitalne umetnosti, ne, ampak zdaj se to uporablja tudi za kaj več. Ne. Recimo za pač, zaradi mene, za prodajo licence nekakšne. Ne. Ampak tukaj so zdaj recimo še legalni problemi, ne, da v bistvu to v nekem pravnem smislu nima dejansko, pač to ne gre, če jaz nisem zraven prodal še dejanske, naprimer licence, ne, torej pogodbe,
Ampak v bistvu hočem reči, da zdaj tukaj pač v tem kripto svetu se je pojavilo to, da se da prodajati vse sorte, po domač povedano. In tudi zdaj, če gledamo recimo to pač te non-fungible tokens, že samo v digitalni umetnosti, da recimo, če si pogledate na dražbah, so se te NFT prodajali tudi že po nekaj 10 milijonov dolarjev, torej pač, ali pa recimo zdaj Kings of Leon, skratka zelo znan rock and roll band, so zdaj izdali novo ploščo, oziroma CD, ki jo bojo prodali, CD v narekovajih, ki jo bojo prodajali tudi preko teh NFT-ov. Torej, pač ti v bistvu boš lahko kupil digitalni zapis, ki ti bo pač zdaj, kar pomeni, da si zdaj ti lastnik ene od teh plošč. Skratka, to recimo se mi zdi precej pomembno, nekako na dolgi rok. Potem je tukaj skratka ta demokratizacija in vpliv socialnih omrežij na finančne trge. In to se je videlo zdaj pač pri tej kombinaciji Robinhooda z Redditom, ki je socialna platforma, kjer se zbirajo nekakšne skupine prek forumov in tako naprej, ki so se združili, in je bil ta velika reč v zvezi z delnicami GameStopa, ki je v bistvu neko totalno brezvezno podjetje, ki v smislu, nekem modernem smislu ni imelo nobene prihodnosti, zato ker je pač to podjetje, ki je fizično prodajalo v glavnem kompjuterske igrice, ki se jih danes v bistvu fizično ne prodaja več, ampak se vse to prodaja prek spleta, tako da v bistvu je bilo to zastarelo podjetje. In zdaj so pač veliki vlagatelji tukaj short sale, to pomeni prodali v bistvu delnice, ki jih niso imeli, tega GameStopa, da bi od tega pač zaslužili, ker so pač pričakovali, da bodo te delnice izgubile vrednost, na kar so se zdaj te mali vlagatelji organizirali preko Reddita, in začeli blazno kupovati delnice GameStopa, tako da v bistvu te veliki vlagatelji niso, zato da so kupili tiste delnice, ki jih niso imeli, pa so jih že prodali, so morali zdaj plačati zelo veliko vrednost in so še oni še naprej višali cene. In skratka, to je v bistvu, temu se širše reče, da so to nekakšni memovski vrednostni papirji, in pač teh se zdaj pojavili kar nekaj, še 5 minut, super, dobro. In to pač tudi kaže na porast te pomembnosti v bistvu socialnega sentimenta, skratka v bistvu socialnih mrež. In letos smo dobili tudi prvi ETF, torej Exchange Traded Fund socialnega sentimenta, in to je BUZZ. In to je pač nekakšni indeksni ETF, ki ima pozicije v 75 memovskih vrednostnih papirjih. Tako da v bistvu zdaj nekako ta abstraktni socialni sentiment, torej socialna mreža, so dobila pač svojo delnico, dajmo temu reči. In to, ki postaja pomembna. Zdaj pa tukaj se zahipati v teh 3 minutah, 4 minutah, da je kot teoretik, jaz moram tukaj zdaj to malo teoretično obdelati. Večina moderne teorije mikrostrukture finančnih trgov izvira v bistvu iz teorema, torej iz izreka Boba Aumana iz leta 1976, ki je pač povedal, v bistvu dokazal, da se je nemogoče strinjati, da se ne strinjamo. V nekakšnem logičnem smislu. In to so sicer prej, že pred njim v 60-ih v resnici nekako ubesedili filozofi in logike, on je pa to nekako bolj matematično formuliral in dokazal. In to je v bistvu izrek, iz katerega potem nekako izvira, oziroma je v bistvu isto, kot izrek Milgram-Stokija, Nancy Stokij in Paul Milgram, ki sta pač ugotovila, da je nemogoče trgovati, če je začetna pozicija ekonomsko učinkovita. In ta izrek v bistvu pač sledi iz tega, da če zdaj jaz hočem nekaj tebi prodati, zato ker mislim, ker pač imam neko informacijo, oziroma ker mislim, da je to pač manj vredno, kot pač ta tržna cena, potem
ti v bistvu tega ne bi smel kupiti, zato ker veš, da jaz vem, da je zdaj to manj vredno kot tržna cena, torej bi se ti mogel vprašati, zakaj pa zdaj pravzaprav ti to kupuješ od mene. Ne? Tako, to je nekako enostavna razlaga. Ne? In v bistvu iz tega izvira pa potem tudi paradoks Grossmana in Stiglica, ne, ki pač pove točno to, ne, da zdaj, če bi pa jaz imel tukaj neko novo informacijo, ne, pa še zmeri ne moramo trgovati. Zato, ker če ti veš, da sem jaz dobil eno novo informacijo, da pač zdaj to manj vredno, kot je tržna cena, potem pač bi moral biti skeptičen, zakaj zdaj pač bi moral to sploh od mene kupil. In Grossman in Stiglic sta to rešila z uvedbo tako imenovanih noise traderjev, ne, in na njih potem temeljijo v bistvu vsi modeli mikrostrukture trga, ne, in še to je danes glavna paradigma in iz tega izvira v bistvu ta gigantska literatura. Ne. Noise traderji so pa v bistvu, nekako si jih lahko predstavljamo, kakor v praksi te mali investitorji, ne, ki v bistvu trgujejo nekorelirano, ne, in so dovolj majhni, da vsak zase ne more vplivati na cene na trgu. Ne. Ampak zdaj smo pa mi videli, ne, prek Reddita in Robinhooda in GameStopa, ne, da v bistvu to ni več tako. Ne. Da v bistvu te mali investitorji niso več nekorelirani. Ne. Torej, lahko v bistvu vso to teorijo vržemo skozi okno, kar mene seveda kot teoretika predvsej bolj skrbi kot vsa tista dejstva prej, ne, oziroma nekako bolj intrigira. Skratka, jaz mislim, da tukaj v bistvu v resnici, ne, jaz mislim, da so se tukaj na finančnih trgih že sam na tej, dajmo reči, tehnološki, digitalni strani, ne, zgodili tektonski premiki v resnici. Ne. In za konec, ne, pa mogoče zdaj sam še na hitro, ne, še eno preprosto dejstvo, ne, da v bistvu je pa še zmeraj velja, ne, to, kar je veljalo zmeraj. Ne. Namreč, da cene na trgu, ne, več ali manj, ne, sploh na teh velikih finančnih trgih, kjer pač je veliko vlagateljev in se oblikujejo kot rezultat ponudbe in povpraševanja. In zdaj dajmo to, pač o tem so govorila tudi že Ana in jaz mislim, da boš tudi mogoče še gospod Maletič, profesor Maletič. In imamo rekordno nizke obrestne mere, ne, kar pomeni, da je trg preplavljen z denarjem. Denar je ogromno. Ne. In jaz pač tukaj bi to na tej točki zaključil. Ne. Skratka, vemo pa naprimer, ne, da se vrnem, ne, da je pač ponudba, ne, bitcoinov je v bistvu relativno konstantna. Ne. Pač, ne, tako da ne, pač ta denar zdaj v bistvu nekako se usmerja vse sorte, ne, in jaz mislim, da zelo veliko tega denarja gre v ta digitalni svet v resnici. Ne. No, hvala lepa za pozornost. Ok, hvala lepa, Andrej. Super tema. Tle iztočnic je zelo veliko za razmislek. Najprej spet sprašujem naše poslušalce, če ima kdo kakšno vprašanje. Da vidim. Aha. Ne, samo pohvala je, zelo zanimivo in lepa kapica. Hvala, zelo zanimivo in lepa kapica. Hvala lepa. Okay. Če ne, Ana ima vprašanje. Ana, izvoli. Zdravo, Jernej, užitek je bilo, hvala. Jaz mislim, praktično nimam znanja o kriptovalutah, pač, ki gre preko žurnalističnega branja. Me pa zanima ta dva vidika, dve vprašanji. Eno je, kako razvoj kriptovalut vpliva na neenak razvoj gospodarstva ali pa regij. Ali ga preči ali ne, ker ti pač eden izmed zaključkov, do katerih sem prišla tekom mojega študija, je, da so v bistvu finančne transakcije tudi mehanizmi neenakega razvoja. In me zanima, če primer kriptovalut to potrjuje ali ne. Drugo. Jaz upam, da se lahko tikava, da je to v redu.
Ja, okay. Veš, tukaj mislim, prvič sem namenoma rekel, da je to pogled strani, ne? Zato ker jaz nikakor nisem strokovnjak za kriptovalute, ne? Nimam v bistvu, jaz sem hotel samo pač nekako tukaj predstaviti, ampak dajmo mogoče tukaj pogledati malo širše, ne? Tako da jaz bi rekel, da po moje so pač dajmo reči, da v bistvu ta nekak nova globalizacija, ki niti ni prva, ker v zgodovini je bilo že veliko, ne? Je pač v veliki meri rezultat pač v bistvu internetne tehnologije in te nove, recimo, te povezanosti, ki od tega pride, ne? In od tega izvirajo tudi kriptovalute, ne? Tako da v bistvu kriptovalute so del tega na nek način, ne? Jaz mislim, da je to treba v tem sklopu pogledati, ne? In zdaj, kakor jaz vem, ne, če zdaj mi pogledamo globalizacijo kot tako, ne, je v resnici, ne, pač res je, da pač recimo v razvitem svetu, pa verjetno v vsaki državi posebej, ne, pač se je razlika med bogatimi in revnimi povečala, ne. Ampak res je pa tudi, ne, da se v bistvu revni na svetu, ne, za voljo globalizacije največ nekako profitirali, ne. Da so manj revni, kot so bili, ne. Pač ne zdaj najrevnejši, ne, ampak v bistvu pač, naprimer, vzamemo Indija, Kitajska, se to je že pol sveta skoraj, ne, pa še Afrika, ne, pač zdaj podatki kažejo na to, v bistvu, da je globalizacija pač v bistvu njim povečala dobrobit, ne, tem pač, ki so nekako bili prej, predvsem tem revnejšim državam, ne, v bistvu, ne. Mi konec koncev, veste, recimo mi v Evropi, ne, zdaj imamo precej več tekme od Kitajske in Indije, kot je bilo včasih, ne. Tudi to je del, jaz mislim, da je to zelo pomemben del naših ekonomskih problemov v resnici, ne. Veste, včasih smo mi delali, zaradi mene v Jugoslaviji, vse konec koncev, veste, Slovenija je delala čisto v redu gospodinjske aparate ali karkoli že, pa smo jih podali po celem svetu, ne. Mislim, danes je to precej težje, ne. Ok, hvala. Imamo še vprašanja na Q&A-ju. Spol zanimiva. A ima Bitcoin sploh kakšno intrinzično vrednost kot finančno sredstvo in če ne, zakaj njegova vrednost ni enaka nič? Pa mogoče tukaj povej za Bitcoin pa nekatere druge kripto inštrumente. Ja, nima, ne. Sej, a veste, konec koncev tudi dolar ali pa evro nimate, ne. Tako pogledamo, ne. Zakaj njegova vrednost ni enaka nič, je odgovor v skrajnosti, zato ker je nekdo pripravljen plačati pozitivno ceno, ne. Točno to. Jaz mislim, da je tukaj mogoče odgovor malo bolj, mogoče spoznanje bolj kompliciran, ne. Jaz mislim, da to v nekem smislu pač, a veste, ljudje pač pravijo, da je to mehurček, ne. Jaz mislim, da v nekem smislu je, ne. Ampak glede na to, da so zdaj tukaj začeli pač te večji vlagatelji se to iti, ne. Razumete? Mislim, če pogledate zdaj pač to, da je zdaj to 3% tržne kapitalizacije, ne. A veste, to je, mislim, to pomeni nekako, da trg je še vsem to sprejel kot nek vrednostni pač papir v bistvu, ne, oziroma pač nek asset, ne, v katerega je vredno vlagati, ne. Ja, nek asset, ja. Ja, in po drugi strani se da meni zdi bolj pomembno to, ne, a veste, ta tehnologija, ne, ki se jo nekako tukaj razvija v zadnji, ne. Ker jaz mislim, da še za te pač računske pač zahtevnosti nekako mogoče še ni čist prišla do tja, kamor pač bi jo rabili, ne, ampak jaz mislim, da je to tisto mogoče, kar je zanimivo pri tem dejansko, intrinzično, ne. Ok, še imamo vprašanje, še eno, pa mogli naprej. Vsi našteti teorije imajo ključno predpostavko, da so finančni trgi popolnoma učinkoviti, ki pa seveda ne drži, ne, pravi poslušalec. Se finančno-ekonomske teorije razvijajo v smeri opuščanja te predpostavke? Ne, te teoremi nimajo te predpostavke. Oprostite, ampak ne. To niso teoremi, ki bi bili vezani na Black-Scholes ali pa na arbitražo, ne. To so teoremi, ki so čisto logične narave, ne, in ki imajo pač edina predpostavka, ki je pomembna, ne, je ta, da je osnovna
začetna pozicija, da je učinkovita. To pomeni, da v bistvu, recimo, naprimer, da dam primer, začetna pozicija ne bi bila učinkovita, če bi jaz s tem, ko vam prodam nek vrednostni papir, sebi, naprimer, izboljšal rizično sliko, hkrati pa pač bi vi tudi profitirali na ta način. Skratka, da pač je to nekaj, kar je meni v bistvu precej korelirano z ostalimi stvarmi, ki jih imam v svojem portfelju, vam je pa precej nekorelirano z ostalimi stvarmi, ki jih imate. Pač to ne je bilo, v bistvu to zdaj ne je bila začetna pozicija učinkovita, in tukaj pač razumete, Skratka, tukaj gre za druge reči, Ja, tako. Je pa res seveda zdaj, da tukaj pač jasno, če so tukaj transakcije, potem pač to treba malo modificirati, ampak so tukaj transakcijski stroški in vse to, ampak to so teoreme, ki so precej take globoke in v bistvu logične narave. To ni, Ja, če smem dodati, jaz tukaj tisti, ki nekako smo štartili, moja osnovna izobrazba so finance, ki smo štartili iz te predpostavke, da so finančni trgi popolnoma učinkoviti. Mi danes imamo cele kose poučevanja in raziskovanja, ki je vezano na druge elemente, torej vedenjske elemente, ki črpajo iz psihologije, kognitivne znanosti in elemente, ki črpajo iz nevroznanosti, to se pravi na biološke predpostavke oziroma dejavniki, ki vplivajo na naše odločitve. Tako da moja ena od smeri raziskovalnih je prav ta, da trenutno proučujemo vpliv hormonov na finančne odločitve oziroma prevzemanje tveganj pri vlaganju na trgu vrednostnih papirjev. Tako da tega problema se zavedamo na široko. Ok, imamo še pol vprašanja za naprej, ampak zdaj se moramo naprej premakniti, ker zamujamo malček. Tako da bi Jernej se ti lepo zahvalil za prezentacijo in odgovore. Zdaj pa lepo pozdravljam Matjaža Maletiča. Matjaž, si z nami, vidim te, slišam te tudi. Živijo, Matjaž. Matjaž je zaposlen kot ekonomist v oddelku za kapitalske trge na ECB, na Evropski centralni banki. Ukvarja se z različnimi področji, ki so vezane na snov, ki nam bo zdaj predstavil, se pravi na krivulje donosnosti oziroma yield curves. To je stvar, ki jo te dni v medijih vneto spremljajo, analitiki spremljamo in se sprašujemo, kam se bo obrnila, če se bo obrnila v prihodnje. Tako da, Matjaž, te lepo prosim za prezentacijo, te bom opozarjal na koncu in pa potem bomo šli pa še nekaj vprašanja. Hvala. Ja, super. Aljoša, najlepša hvala za besedo. Upam, da se slišimo. Je vse v redu. Tako da, jaz sem zelo vesel, da imam možnost majčkan predstaviti, pa tudi malo podebatirati. Zdaj, jaz bi pa najprej seveda pač tako, Jerneju pa Ani res čestitil, pa res je užitek bilo poslušati tele dve predstavitve, saj meni osebno, ker je bilo res dobro, tako se mi zdi in predstavljeno in v bistvu diskusija po samih predstavitvah, tako da mi je res zelo veselje danes biti tukaj. Zdaj, jaz imam bolj ta, bom tako rekel, hardcore finančni pač področje, tisto srce, pač tisto, kar tudi v bistvu, tako kot je Aljoša povedal, je pač vsakič, ko so odločitve na ECB-ju, je to pač novica praktično povsod, in mi v bistvu, ko se s tem ukvarjamo, pač v tem mojem oddelku, smo res zelo vpeti v te odločitve, zelo neposredno in tako naprej, tako da bom malo temu povedal. Ne bi pa rad preveč, bom po domače povedal, kar utrujil z raznimi finančnimi fakti in dejstvi in tako naprej, ampak bi bolj v bistvu to izkoristil za eno tako priložnost majčkeno širše debate pa diskusije. Zdaj, s čim se jaz v bistvu ukvarjam, je pač, kot je Aljoša povedal, krivulja donosnosti. Jaz bi zdaj v bistvu, bom kar začel sharati screen, mislim, da bi ga mogli videti. Vidite moj zaslon? Ja, vse ok. Vse ok? Superca, se pravi, zdaj glede same krivulje sem hotel tole na začetku pokazati. Preden bi začel sploh s predstavitvijo pa s tem, kaj to sploh je, pa kako to sploh izgleda. Jaz sem tukaj kar iz spletne strani Evropske centralne banke zdaj pogledal, recimo to je pač krivulja, mislim, da v petek, oziroma še petkova, ker pride malo z zamikom. Ampak to je v bistvu stvar, s katero se pretežno sam večino časa ukvarjam. Tako zgleda in gre dejansko za to, da je to neka slika oziroma nek čart, nek graf,
donosnosti po različnih ročnosti raznih obveznic. Kaj to v bistvu pomeni? To pomeni, kakšna je cena denarja, koliko ljudje morajo plačevati, da posojajo oziroma da si izposojajo za določeno obdobje po kakšni obrestni meri. Recimo in tukaj, kar je bilo danes že tudi dostikrat izpostavljeno, oziroma nekajkrat je problem, da so dejansko obrestne mere res in v zgodovinskem kontekstu na najnižjih ravneh in dejansko res na ekstremno nizkih nivojih. Recimo tukaj samo da ponazorim s primerom, da ne bo preveč teoretično vse skupaj izpadalo. Če pogledamo recimo donosnosti, to so v bistvu ta modra črta, neprekinjena, so v bistvu donosnosti za tako imenovane države evrskega območja z najvišjo bonitetno oceno. Se pravi, to so te najbolj netvegane države. Recimo, če dam primer, bi ta bila Nemčija, Nizozemska. In tukaj vidimo, da se trenutno te vlade oziroma države zadolžujejo po negativnih obrestnih merah vse do recimo 30 let. Kar pomeni, da tudi na ročnosti 30 let trenutno še vedno država dejansko ne plačuje obresti, tako po domače povedano, oziroma so te negativne. In to praktično ni bilo nikoli v zgodovini. Zdaj ta črtkana črta, bom rekel, je nekako bolj normalna črta, je pa črta vseh držav v evrskem območju, to so dejansko tiste z najnižjo bonitetno oceno in tiste z nekoliko višjo z nekoliko nižjo bonitetno oceno, kar v bistvu pomeni, da imajo že določena neka kreditna tveganja. To pomeni, da pri teh, se pravi, ne pri vseh državah v Evropi je kar po predpostavki, da vsak dolg in vsaka izposoja, ki jo država upravlja, da bo tudi povrnjena, da so neka tveganja, neke minimalne ali pa tudi ne tako minimalne verjetnosti, da ta denar ne bo poplačan. Recimo en tak primer, ko je prišlo to v neko ekstremno situacijo, je bila dolžniška kriza v 2012-2013, ko je dejansko se je začelo zelo glasno govoriti o grškem defaultu in o tem nesposobnosti plačil in potem vsa te posledice oziroma ta dejanja po temu. In seveda to je privedlo zdaj predvsem v zadnjih obdobjih, v zadnjem obdobju, da enostavno se mi zdi tudi, da je tako strani Evropske centralne banke kot država ta, bom rekel, možnost sploh tega, da se pripeljemo spet v to situacijo, doprinesla do tega, da so bili dejansko vmes zelo restriktivni in zelo omejevalni ukrepi, predvsem kar se tiče zapravljanja recimo držav, predvsem tukaj mislim Grčije. In zdaj v bistvu v drugi fazi, ko imamo COVID krizo, je prišel se je tudi takrat pokazalo, da so imeli te zelo restriktivni ukrepi, zelo omejevalne politike fiskalne svojo ceno in je šlo, bom rekel, tudi mogoče v drugo skrajnost, da zdaj pa dejansko je šlo za res ogromno podporo, tako fiskalno kot denarno v zadnjem obdobju. In to v bistvu potem tudi rezultira v teh nizkih obrestnih merah in dejansko temu ugodnemu zadolževanju, mogoče tudi nekateri so mnenja, da celo preveč ugodnemu. Jaz tukaj nekih vrednostnih sodb ne bi dajal, ampak dejansko to so dejstva. Dejstva so, da so obrestne mere negativne in da so zelo, zelo nizke oziroma na ekstremno nizkih ravneh. Zdaj, s čem sem se jaz recimo ukvarjam tudi pri raziskovanju in predvsem v preteklosti sem se s tem veliko nekaj ukvarjal, je bilo pa potem še vpliv kitajske recimo ekonomija na te krivulje donosnosti v evrskem območju, pa tudi v ZDA. Se pravi, kakšen je vpliv nekega, spet bom rekel, ne dejstva, pa dejansko nekega lahko rečemo tudi dejstva, da je dejansko kitajska ekonomija vmes, v vmesnem obdobju postala zelo pomembna, dejansko druga največja ekonomija na svetu. To seveda v letu 1980-90 temu ni bilo tako. To je bila relativno, ne bom rekel, zelo majhna ekonomija, ampak bila je pa svetovno gledano, se ni o njej tako govorili, kot se recimo govori danes. In jaz sem v bistvu v 2 člankih pogledal, kako v bistvu vpliva ta rast kitajskega gospodarstva, pa potem tudi v bistvu neko malo zaustavljanje, kar se je začelo dogajati po finančni krizi, kar se tiče kitajske ekonomije, na donosnosti v ZDA in v evrskem območju. Tukaj preden bi se spet lotil teh stvari,
v detajle, bi pokazal pač ta drugi del dejstev, to so pa se pravi gospodarske rasti, ker se mi zdi tudi, da je danes v bistvu tako čisto samo po sebi zanimiv to pogledati in videti, ker smo tudi tukaj seveda priča zelo taki zanimivi oziroma dosti ekstremnih dinamikam, razvojem. Tukaj vidimo, pač tukaj je neki tak heat map, ki ga IMF objavlja glede gospodarskih rasti po svetu, in tukaj dejansko vidimo, da tudi danes, oziroma tudi trenutno je Kitajska nekje na samem vrhu po rasteh, mislim, da trenutno je Indija in nekatere pač države v Afriki, ki imajo višjo rast pričakovano, se pravi v letu 2021 od Kitajske, oziroma tukaj se opravičujem, sem se malo naprej premaknil. Tole 2021, praktično rast je 8%, zdaj po odboju, po COVID krizi, in gre dejansko spet za neke dosti močne stopnje rasti po krizi. Te stopnje, zdaj tukaj, če damo recimo tudi tole neko mini projekcijo, vidimo, ko so se te rasti po svetu spreminjale, čez čas, pač vidimo tukaj dosti rdečega, zelenega, tako. To se mi zdi tako zanimivo pogledati, ko se pogovarjamo o samih rasteh, pa v nekem statičnem konceptu včasih, se mi zdi to zelo pomembno umestiti v neko obdobje oziroma pogledati vsaj v nekih parih letih, da dobimo nek občutek, o kakšnih rasteh pa o kakšnih ekonomijah govorimo. Je pa tukaj dejstvo, jaz sem tukaj spodaj pa že malo naprej pripravo, da je Kitajska ne samo v zadnjih, 3-5 letih, ampak dejansko v zadnjih 30-40 letih raste bistveno hitreje kot pa ostali svet. Tukaj sem dal pač za primerjavo razvijajoče trge, razvite trge, svetovno gospodarsko rast, in pač gre za to, da je dejansko ta rast nad ostalimi praktično z dolgo časa že. Je pa tisto, kar sem tudi prej omenil, da če se tukaj sfokusiramo recimo na obdobje okrog 1990, zadnja leta 1990, pravi 2000 naprej, je bila nek vzpon rasti, se pravi, to smo takrat govorili zelo neki, se pravi, o pospeševanju gospodarske rasti na Kitajskem, potem pa ta tako imenovani, ljudje so tudi uporabljali kar besedo slowdown, to zaustavljanje gospodarstva, kitajskega gospodarstva. Jaz pa bi rekel, jaz bi pa tukaj mogoče dodal, da ne gre toliko za samo zaustavljanje, kot bolj za konvergenco gospodarske rasti k ostalimi, ker gre za čisto en logičen pojav, da ko si ti majhen, lahko rasteš z rastjo 20% na leto. Ko pa ti ratuješ velik ali pa sistemsko pomemben v bistvu v globalnem kontekstu, je pa te rasti potem na neki točki zelo težko konstantno držati nad ostalimi, in se dejansko dogaja čisto po neki logiki konvergenca rasti v velikih ekonomijah, tako da te rasti so lahko drugačne, ampak ne morejo biti pa na dolgi rok čez daljše obdobje bistveno drugačne. In pa seveda tukaj vidimo zdaj ta vpliv COVID-a v zadnjem obdobju, to je bil ta velik šok, o katerem ne bi preveč govoril, ker po mojem smo že vsi ti besede COVID. Ampak dejansko so te visoke rasti v letošnjem letu, ki se veliko govori o njih, predvsem tudi posledica velikih padcev v preteklem letu in gre dejansko bolj za neko pač vrnitev k, bom rekel, nominalnemu nivoju ali pa k nekim nivojem pred samo krizo. Tako da tukaj ta rast je pač, mora biti spet pogledana v kontekstu nekega daljšega obdobja, mislim nekega obdobja, nekih parih let, da se pač da se spet to približa nekemu zaključku pametnemu. Tako da to so nekako ta dva dejstva, ki sem jih hotel pokazati. Eno so krivulje donosnosti, te pač cene denarja in tako naprej, s tem, kar se mi primarno ukvarjamo na banki. Drugo so pa pač te gospodarske rasti, ki sem jih jaz v nekih 2 prvih člankih želel povezati med sabo. In to so bile tudi v bistvu kot neki chapterji moje doktorske dizertacije. In tukaj sem pogledal, kako kitajsko zaustavljanje vpliva na ameriško in pa nemško krivuljo donosnosti in pa kako v bistvu kitajske devizne rezerve
vplivajo na predvsem ameriško krivuljo donosnosti, ker gre še za tretji, bom rekel, fakt, da dejansko Kitajska dolgo časa, tudi danes, nima 100% fleksibilnega deviznega tečaja, se pravi, ta devizni tečaj, ne vem, med renminbijem in dolarjem, ni v popolnosti določen na trgu, ampak se še vedno zelo, mislim, skozi manj seveda, ker je to skozi težje delati, se intervenira na trge, zato da se pač ohranja neka centralna pariteta oziroma da je ta tako imenovani managed devizni tečaj, da se pač uravnava preko Kitajske centralne banke. In zato, da to centralna banka lahko izvaja, mora zopet imeti devizne rezerve oziroma mora pač dejansko imeti v posesti dolarje, to pa ima spet tako, da kupuje državne obveznice dolarske in zato je pač, če bi pogledali zdaj grafe in tako naprej, zopet podatke, je bil ta obseg teh deviznih rezerv na Kitajskem ogromen v preteklosti. Zdaj se nekoliko zmanjšuje, ker so pač vse te intervencije in tako naprej tudi pa večji kot si, pač vplivajo na potem sam obseg teh deviznih rezerv, ampak dejansko sem to malo preučeval in se s tem malo ukvarjal. Zdaj, kar se pa v zadnjem obdobju ukvarjam, zelo veliko je pa dejansko z modeliranjem pač več držav, se pravi krivulje donosnosti več držav naenkrat, se pravi, to bi bilo pa v bistvu tako, da bi dejansko ne samo to krivuljo, ko smo jo pogledali tukaj na začetku za eno državo, ampak da bi vzeli recimo to krivuljo, ki jo imamo trenutno tukaj vidimo za Evropo, bi vključili v njo, bi zraven vključili še ameriško recimo krivuljo donosnosti in pa britansko, smo tudi par grafov potem na koncu pokazal in bi jih modelirali skupaj. Zdaj, mogoče na začetku sem bil majčkeno hiter, pa nisem povedal, da s tem modeliranjem, ta krivulja, ki jo zdaj vidimo, to je v bistvu krivulja na nek določen dan, na 17. december. In dejansko s temi modeli, s katerimi se jaz ukvarjam, nekako delujejo tako, da v bistvu te krivulje potem pogledaš skozi čas, pogledaš pač na različne točke v času, recimo na vsak mesec bi zdaj te krivulje, bi te podatke začeli urejati. Druga ključna stvar teh modelov je pa, da imajo predpostavko no arbitra, se pravi, da ni arbitraže. Sprav, če se mogoče vrnem, mislim, da je Jernej prej predstavljal prezentacijo v smislu teoremov in tako naprej. Tukaj je pač predpostavka teh modelov, da so trgi dejansko učinkoviti in da ni arbitraže, in na tej predpostavki se potem te modeli potem ocenjujejo in se začnejo pač tudi njihove potem neke implikacije dobivati. In seveda te predpostavke so same po sebi, pač jaz ne bi šel spet v njih, pa nekih vrednostnih sob dajo, ampak to dejansko, da nek model na neki točki dejansko imaš, potrebuješ tudi neke predpostavke. Meni se ne zdijo toliko nerealistične. Je pa po drugi strani, da tudi zdaj zadnji neki članki pač kažejo, da veliko nekih implikacij teh modelov, ki so pomembne predvsem za policy, za denarno politiko, tudi če kršijo, tudi če impozamo, se pravi, nimamo teh predpostavk v modelu, da so recimo napovedi teh modelov dosti podobne, da se ne spreminjajo praktično in tako naprej, tako da je tudi ta predpostavka je pomembna, vkolikor imamo potem nek drugi blok na modelu, to je pa, da probamo pač določene globje predpostavke v modelu, da to pomeni, da medsebojne vplive dejansko potem spet rečemo, recimo, da nek šok na nivo krivulje ne vpliva, da recimo je samo šoki, ki vplivajo na nivo krivulje, potem potujejo v premijo za tveganje in tako naprej. Ampak zopet, bi tukaj ne bi šel zdaj preveč v te detajle, ker so dosti tehnični. Se pravi, če grem naprej s predstavitvijo, zdaj po slajdih, se pravi, tukaj so pač te tri. Zdaj več ali manj o teh faktih sem že nekoliko povedal, da je pač to v letu 2017, se pričujem, podatek je malo star, je bilo 15% globalnega bruto domačega proizvoda, to je bilo v bistvu in še danes je druga največja globalna ekonomija, ki se je pa po finančni krizi začela zaustavljati. Zdaj, jaz sem takrat se pač raziskoval, če je tukaj faktor te kitajske ekonomije v teh obrestnih merah, v terminski strukturi obrestnih mer oziroma v krivuljih donosnosti in če obstaja, kako velik je, to je bilo nekako moje glavno vprašanje. Gre pa za to, da je znotraj teh modelov, ki sem jih jaz kar omenil, to so tako imenovanja fine term structure modeli obrestnih teh yield curvov,
gre za nekako, da lahko z temi modeli dekompozicijo naredimo donosnosti. Se pravi, mi lahko rečemo, da recimo 5-letna donosnost, recimo na obveznico države Republike Slovenije ali pa Nemčije ali pa evropskega gospodarstva, sestavljena iz dveh komponent. In prvi komponent je tako imenovani signaling, se pravi ta signalna komponenta, to pomeni, da lahko razbijemo to donosnost na pričakovanja, prihodna pričakovanja po kratkoročni obrestni meri, ker v bistvu kako denarna politika nekako deluje, če probam res zelo na hitro povedati, denarna politika postavi začetno obrestno mero, recimo, pač to kratkoročno, ki je zdaj negativna, in potem ta negativna obrestna mera se potem pač izrazi tako v dolgoročnih obrestnih merah, pa seveda z nakupi obveznic in tako naprej, ampak gre za to, da trge recimo finančne zelo zanima prvič, kje so te kratkoročne obrestne mere, se pravi, ko jih centralna banka postavlja, pa drugo, njih zdaj zelo zanima, kakšna so prihodna pričakovanja o teh obrestnih merah, recimo tak termin, ki se zunaj dosti pa tudi pri nas porablja, je lift-off, kdaj misel recimo ECB dvigati obrestne mere. In potem se tudi s pomočjo teh modelov ekstraktirajo ven te komponente o prihodnih pričakovanjih, ker kaj problem, ki tukaj nastopi, je, da sama 5-letna donosnost ni pričakovanje kratkoročne obrestne mere, ampak je donosnost. In ta donosnost je sestavljena iz dveh komponent, je sestavljena iz teh pričakovanj, ki mi ne vemo zdaj trenutno, ko jo samo opazujemo donosnost, kakšna so, ampak je tudi posledica premije. Premija za tveganost, premija dejansko za tako imenovana, reče se tukaj v tem primeru premija za terminska tveganja, ker pač je predpostavka, da so naložbe netvegane, te, ki vstopajo v model, se pravi, da so vse te krivulje praktično netvegane. Zato, potem s temi modeli ven izvedemo te terminske premije, ki nam pa povejo, koliko je tega dodatnega donosa, ki ga investitorji zahtevajo ali pa želijo za to, da investirajo v dolgoročnejše naložbe, ker investitorji imajo pa na drugi strani vedno možnost, da ali investirajo takoj v dolgoročno naložbo, ali pa investirajo recimo v kratkoročno obrestno mero, v kratkoročno naložbo in to naložbo recimo obnavljajo. Da dam kar konkreten primer, če se vrnem nazaj na 5-letne recimo obveznice ali pa 10-letne, lahko investiramo direktno v 10-letno obveznico, lahko pa investiramo v 1-letno obveznico in jo vsako leto ponovno investiramo v 1-letno obveznico. In s temi modeli, mi probamo nekako potem te dva kanala izostriti in dejansko videti, koliko recimo trenutnega gibanja v obrestnih merah je posledica premije za tveganje, te terminske premije, koliko so pa ta tako imenovana genuine oziroma ta prvovrstna pričakovanja, koliko so ta true, se pravi resnična pričakovanja, ki pa seveda niso opazovana, pa tudi, tukaj je pomembno povedati, to je vse modelsko ocenjeno. Tudi, ko mi ta model uporabimo in zavrtimo, ni nujno, da dejansko sem mislil, da je kakšno obvestilo, da dejansko dobimo, imamo veliko modelov in imamo potem tudi veliko pričakovanj, zato ker ta pričakovanja niso nič drugega kot neke vrste napovedi. In zato sem se s tem ukvarjal in veliko tega tudi delam še trenutno. In kaj sem jaz zaključil, da je v tem obdobju, se pravi, nizke rasti, inflacijskih tveganj, ki so zdaj ogromna, zdaj so recimo zelo pozitivna, še 2 leti nazaj so bila zelo negativna, in akomodativne denarne politike, pa predvsem te omejitve, ker centralna banka je pa na drugi strani omejena, ker obrestne mere v teoriji ne bi smele biti negativne, bi mogle biti nekako na ničelni točki oziroma bi mogle biti omejene za ničlo, za 0%. In da so v tem okolju seveda investitorji še bolj potem občutljivi na kakršnakoli zaostrovanja v sami gospodarski rasti in seveda, ker je bil glavni ali pa eden izmed bistvenih motorjev te gospodarske rasti tudi kitajsko gospodarstvo, predvsem tudi zunanjim povpraševanjem, izvozom in tako naprej, dejansko potem so zelo občutljivi za te signale. Zdaj, če jaz gledam uro pravilno, imam še 2 minuti, ker ne vidim nobenih indikacij, se bom kar osredotočil, bom jaz probal čim prej zaključiti, da ne bom tudi predolg. In pa da ta dejansko, da ta efekt je prisoten v teh krivuljah in da je predvsem prisoten skozi premijo za tveganje. Se pravi, da se dejansko takrat, ko se nekako gospodarstvo kitajsko zaustavlja, nekako investitorji predvsem nižajo premijo, to terminsko premijo, ker obrestne mere se potem seveda znižajo na račun nižje rasti, ampak predvsem skozi to premijo. Se pravi, ne gre dejansko za neka res prevrednotenja dolgoročnih pričakovanj o samih nivojih obrestnih mer.
No, zdaj pa še čisto zelo na kratko, mislim, da mi je minuta ostala o deviznih rezervah. Se pravi, tudi tukaj sem ugotovil, da te efekti nekaj obstajajo in to je spet vezano tako na gospodarsko rast kitajske ekonomije, kot pa tudi čisto na politiko seveda deviznega tečaja, ki seveda je tudi v funkciji teh gospodarske rasti, ne. In s tem, ko kitajsko gospodarstvo menedžira svojo politiko deviznega tečaja, seveda tudi vpliva na donosnosti ameriških obveznic, seveda so te efekti nekoliko nižji in tudi potujejo predvsem skozi terminsko premijo, skozi premijo za tveganje, ne, in ko pa seveda se devizne rezerve spreminjajo, se tudi potem ta premija na dolgoročnih obrestnih merah v Ameriki znižuje, predvsem, ker gre čisto neposredno za vpliv pač nakupov, je pa seveda tudi pomemben vpliv iz krivulje, ne, se pravi, so tukaj je pač malo endogenosti prisotne, kar je pač, jaz bi rekel, pričakovano, da so tukaj pomembni feedback loopi, se pravi, povratne zanke iz kitajske, iz krivulj, se pravi donosnosti na samo ekonomijo, na same devizne rezerve, se opravičujem, ker se pač seveda posledično en na drugega odziva. In pač, kar je pa najbolj čisto nova stvar, in to pa ne bi zdaj sploh šel, ker ni več časa, je pa pač ta dekompozicija, čisto da pokažem, kako to pač v praksi izgledajo, te dekompozicije. Tukaj imam recimo 5-letne donosnosti, tukaj so fitted pomeni, da so pač modelsko ocenjene, neko so pa opazovane, ne, ker jih pač opazujemo, in tukaj vidimo, da so neke napake minimalne, ne, da so pač ti pricing errori prisotni, ker je to model, ker bi bilo čuden, če bi bile nič, bi bil zelo zaskrbljen, bi tako rekel v bistvu, in da tukaj so pa dekompozicije, ne, vidimo, da v bistvu pretežen, se pravi, govori se o tem tako imenovanem sekularnemu padcu v obrestnih merah, je predvsem posledica teh pričakovanj, se pravi, pričakovanj o nižjih kratkoročnih obrestnih merah, dočim je pa ta premija za ročno, se pravi ta terminska premija, pa vidimo, da tudi močno fluktuira in da je v bistvu višja v obdobjih krize, se pravi s temi črtkanimi črtami, sem tukaj označil ta obdobja, ne vem, glavnih 5 kriz v zadnjih, tukaj imamo podatke za 50 oziroma 60 let skoraj, se pravi od leta 1970 do danes, da dejansko v krizah se ta premija ponavadi nekoliko poveča, oziroma ne ponavadi se poveča, predvsem zato, ker se premija za tveganost povečuje, ker je nekako dejstvo, da je countercyclical, da se premija dvigne, ko imamo neko krizo, in potem se potem začne spuščati, in da je bilo do zdaj to dostikrat, pač, da je temu bilo tako tudi v dejansko v podatkih, ko pač ocenimo te modele, ne. In seveda, kar imamo zdaj, pač posledice tukaj sem jaz mečkam prej nehal, ker je model tako narejen, da za zadnje 3-4 leta, 3-4 kvartale ni ocenjen. Vidimo, da je ta premija negativna, oziroma po ocenih nekaterih drugih modelov je tudi negativna, in pač to seveda ni normalno, ne. Tudi premija za tveganje praktično je ni oziroma je negativna, in tudi to zdaj vpliva na te tako negativne obrestne mere, ki so tudi same po sebi, ne. Pričakovanja po teh modelih so tudi, da po 5 letih še vedno ne bomo nekako imeli pozitivnih obrestnih mer, ampak kot sem rekel, to so pač modelske ocene, tako da tukaj imamo mi potem več teh modelov in tudi več različnih ocen. Tako da se zahvaljujem, jaz se pravičujem, mislim, sem 2-3 minute predolg, tako da bi na tej točki zaključil, no, da lahko še malo kakšno vprašanje postavite. Hvala, Matjaž, za prezentacijo. Seveda je moralo pasti vprašanje, vaš komentar na prihajajočo inflacijo v evro in dolar območju v prihodnjih letih. Ja, to sicer je, tukaj bom zdaj povedal, ne, da dejansko bom kar tale disclaimer citiral najprej, ne, da pač vse, kar povem danes, pa vse, o čemer se pogovarjamo, so moji pogledi, niso pogledi in kakršnem povezani s centralno banko, da ne bi prišel tukaj do kakšnih napačnih zaključkov ali pa kaj. No, ampak če lahko svoje mnenje povem, moje mnenje recimo, in to je tudi mnenje dostih, nekaterih ljudi je, da je posledica ta, da je, se pravi, jaz bom samo tlele mogoče da stop sharing, da lahko vidim tudi, da se ne bom za prezentacijo pogovarjal. Se pravi, jaz mislim, to tako nekako, da je to posledica nekih ponudbenih šokov kot prvo, ne,
Ti ponudbeni šoki so po naravi malo drugačni kot šoki na strani povpraševanja. In gre čisto za to, tako imenovani supply bottlenecki, za ta ozka grla, predvsem v proizvodnjah in na ponudbeni strani. Gre za to, da potem, ko ti v bistvu bom rekel tako, na ključ odpreš ekonomijo, ker dejansko mi odpremo v 2 dneh celotno ekonomijo naenkrat in začne praktično delovati, kot da se ne bi nič zgodilo. Imaš problem to, da tako povpraševanje, ki se potem pojavi, težko zadovoljiš kar naenkrat z obstoječimi proizvodnimi zmogljivostmi, ki jih imaš. In zato se ti neka proizvodna grla pojavijo in ta potem na kratek rok zelo močno vplivajo na inflacijo, zato ker gre dejansko za to, da je cena potem višja, predvsem posledica tistega grafa, ki ga je Jernej na koncu pokazal, ki je ultimativni graf v ekonomiji, ponudbe in povpraševanja, da enostavno ponudba ne dohaja povpraševanja tako hitro. Zdaj, logika tega je, da ta ozka grla po sami naravi njihovi, čisto iz literature pa iz teorije, kolikor na kratek rok dvigujejo inflacijo, lahko tudi v kasnejših fazih začnejo zniževati. Tako da mi lahko smo priča v nekem obdobju, letu, 2, ne vem, ali pa že prej, mogoče že v pol leta, 9 mesecih, potem nekim nižjim stopnjam inflacije. Tako da gre po mojem mnenju to predvsem za neke kratkoročne, zelo pomembne in zelo boleče, bom rekel, ker težko je ljudem zdaj, ko se vse dviguje in ko dejansko vse se draži, mi pa, ne vem, govorimo o temu 2% cilju inflacijskemu, hkrati imamo pa inflacijo, ne vem, v Nemčiji 5%, ali pa tudi v Sloveniji dosti močno, težko se mi zdi to nekako reconcilati s temi, se pravi biti konsistenten, ampak dejansko gre za neke, po mojem oceni, kratkoročnejše dejavnike in tudi za to, da se denarna politika ne bi smela preveč na njih odzivati, močno. Je pa tudi dejstvo, da so trenutno, če pogledate čisto te zadnje 3 države, ki sem jih dal po krivulji, se pravi Evropa, Britanija pa Amerika v nekoliko različnih situacijah ekonomskih. Se pravi, mi ne govorimo tukaj o istih točkah v gospodarskem ciklu, zato so tudi denarne politike nekoliko drugačne. In se mi zdi, da je odločitev pač, da tukaj evrsko območje še vedno nekoliko ohranja to akomodacijo, pravilno oziroma pač se mi zdi optimalna v teh razmerah. Vem pa, da je to za nekoga, ki se ne ukvarja s tem vsak dan, težko pač, kako, čakajte, inflacija je 5%, vi pa ste glih kar rekli, da ne mislite praktično spreminjati denarne politike, tako da gre se mi zdi za nekoliko spet za ta nek dinamičen vidik, stvari treba mogoče, mi bomo čez 1 leto lahko res, se mi zdi, ali pa še malo kasneje, rekla je bilo zdaj to pravilno ali ni bilo pravilno, in gre bolj za to, da probaš vnaprej anticipirati, kot pa to, kar se trenutno dogaja. In kar se dogaja, je res ekstremno. Tega ni recimo knjige, v katero bi lahko trenutno pogledal, pa bi rekel, v zgodovini je bilo takole so se obnašali, do neke mere ampak so stvari zelo specifične, ker se mi zdi, predvsem je to posledica tega, da se ekonomije zdaj na ključ odpirajo, tako kot se avti prižigajo, in zdaj to je problem, ker ni tega časa normalnega, da bi se ekonomija dejansko navadila na dejansko nove obsege, na novo povpraševanje, na novo situacijo. To je pač moje mnenje. Lepo, Matjaž, super, da smo to slišali. Še kakšno vprašanje? Morda? Ana, izvoli. Hvala, zdravo. Se lahko tikava? Ja, seveda. Me zelo veseli, res. Ja. Super, hvala. Ja, jaz bi imela, imam polno vprašanj, ampak če lahko nadaljujemo s to razpravo in inflaciji. Prebrala sem tudi nekaj komentarje, ki so problematiko inflacije postavili v kontekst Organizacije svetovnega gospodarstva danes. Ti verjetno poznaš globalne blagovne verige, izjemna funkcionalna integracija in prostorska dizintegracija, in reorganizacija proizvodnje v medsebojno zelo odvisne enote, ki so pa način, kako so organizirane, so pa tako, da so medsebojno odvisne, hkrati pa znajo zadostiti hitremu povpraševanju. In me zanima, ali misliš, da ima v bistvu tudi sam način organizacije svetovnega gospodarstva, te globalne blagovne verige ali pa globalne proizvodne verige, tudi kakšen vpliv na sam porast inflacije in kaj to pomeni za njeno časovno naravo, ali je res tako kratkoročna, kolikor menimo, tudi v zvezi pa z vidika pandemije, ker
Zagotovo drži, ne, ponudba ne zadostuje povpraševanju, ampak ni, da bi imeli ogromno povpraševanja, ne, v bistvu povpraševanja niti ni, ampak problem v ponudbi je pa ravno v tem, da je prišlo zaradi pandemije do začasnih zastojev v proizvodni organizaciji. Ne. Predvsem tudi ne, v jugovzhodni Aziji, ki je postala center, proizvodni center, ne, v globalnih blagovnih verigah. Se pravi, ja, kaj ti misliš, ne, kako bi ti odgovoril tem, ki pravijo, inflacija zna biti mogoče v bistvu malo bolj dolgoročne narave, zaradi tega, ne, ker v bistvu zaradi konteksta, zgodovinskega konteksta, v katerem je nastala. Ne, jaz bi sigurno, daleč od tega, da bi bil zelo probam razumeti ta drug vidik, te dolgoročnosti inflacije, ker tudi tukaj so argumenti zelo na mestu in so zelo se v njih veliko diskutira, pogovarja, veliko analiz se pripravlja, veliko študij, veliko vsega in gre dejansko za to, da so dobavne verige, te supply chaini, so zdaj bistveno drugačni, kot so bili v preteklosti. Tudi gre za to, da je globalizacija kot taka ima svoj vpliv na inflacijo, digitalizacija ima tudi svoj vpliv na inflacijo, na njeno naravo, pa na gibanje pa tako naprej in so to definitivno ključne stvari in tudi seveda na koncu bo čas pokazal, koliko temporary oziroma koliko začasna je ta inflacija, pa tudi kaj to sploh pomeni začasno, je eno leto ali pa leto pa pol visoka inflacija še vedno začasna inflacija, začasno visoka inflacija in tako naprej. Ampak tukaj bi še eno stvar izpostavil, da se tudi malo bi vrnil mogoče nazaj, da v bistvu velik del te trenutne inflacije je posledica recimo višjih cen energentov, se pravi cene nafte, zemeljskega plina recimo v Evropi, ki je tudi dosti problematična stvar za nas, mogoče tudi do neke mere elektrike in te so po sami svoji naravi dosti bolj kratkoročne, kot pa dejansko ostala recimo, da rečem temu, core inflacija, ki je tudi nekak primarni cilj ali pa tako nekak, ki se ga najbolj gleda in kontrolira. Se pravi, se proba te bolj volatilne komponente, bolj te komponente, ki se gibljajo hitreje, pa bolj intenzivno nekako ven izlučiti in ta sama core inflacija se seveda tudi dviguje, ampak ne bistveno. Mi recimo, če pogledamo čisto tem, kar se mi ukvarjamo z inflacijskimi pričakovanji, ki se ekstraktirajo iz dolgoročnih finančnih inštrumentov, to so tako imenovani inflation linked swapi, to so te inflacijske zamenjave, ker udeleženci na trgu poleg tega, da lahko trgujejo v delnicah, obveznicah in vsemu lahko trgujejo tudi inflacija, zdaj recimo te inštrumenti so bili mesec pa pol nazaj, konec oktobra, recimo na 2,1 za 10-letno, se pravi 5 čez 5 let, se pravi nekako povprečno inflacijo v 5 letih čez 5 let, kar je nekako nek indikator za dolgoročno pričakovanje inflaciji, so bili na 2,1, potem so se pa zdaj spet spustili na 1,8, ampak mi smo že ves čas vmes, ko smo jih ocenjevali, smo videli, da je pretežen del tega dviga bil posledica te premije spet, v teh inštrumentih, ker mi imamo dele tudi zato, ki tudi potem to dekompozicijo dela podobno tej, ki sem jo danes zdaj, ki smo danes videli. In dejansko se je tudi vmes se je do neke mere pokazalo, da sicer gre za dvige, ampak da že v samih inštrumentih so te dvigi predvsem posledica premije in ta premija se povečuje, čisto po teoriji, takrat, ko so predvsem ponudbeni šoki. Tako da jaz bi rekel, dobavne verige so ključne, so pomembne in je tudi to je dejstvo, to ni to tako je. In tudi verjetno mogoče del te inflacije, ker inflacija lahko, mislim, tako ratuje dolgoročno takrat, ker se bo to začelo v plače prelivati, ker na neki točki bo tudi ljudje zahtevali večje plače in tako naprej, ker bo prišlo do teh strukturnih premikov, potem bo seveda lahko to rata problem, ampak zaenkrat so ocene, da še nismo na tej točki in da tudi pretežen del te inflacije prihaja iz teh, bom rekel, kratkoročnih in srednjeročnih komponent. Se pa strinjam, da pri sami organizaciji proizvodne in dobavnih verigah so tukaj seveda tudi bile analize močno opravljene, sicer moja divizija se toliko neposredno s tem ne ukvarja, tako da nisem čist 100% zdaj obveščen o teh stvarih, ampak bi rekel, da dejansko so to sigurno kanali, tudi zanimivo pogledati po nekem obdobju, kako se bodo podjetja na to novo realnost tudi začela prilagajati, ker na neki točki lahko pričakujemo, da se bodo te dobavne verige začele skrajševati, da se bodo tudi mogoče preselile iz Azije, glede na to, da smo zdaj ugotovili, koliko odvisna je svetovna ekonomija od tega. Tako da so vse taki strukturni faktori, ki bodo definitivno pomembni in vplivajo na inflacijo in bojo vedno vplivali na inflacijo, tako da to
Točno pa ne vem, to pa če bi iskreno povedal, zdaj moje mnenje, ne, pač je, da to bo stvar tudi dolgoročnejšega obdobja in analize, ampak zaenkrat so ocene, da še ni toliko kritično, ne, da bi dejansko prišlo do tega. Ok, dobro, hvala Matjaž. Mi smo se zelo zagovorili, kar je super, da nas preganjajo v sosednjo sobo. Tako da Manca je že poslala nam v chat povezavo za aplikacijo. Tako da jaz vse skupaj lepo vabim, da se priključite, da se zamenjamo sobo pravzaprav. Še pred tem pa bi se zahvalil vsem trem panelistom. Mislim, da smo imeli zelo zanimive, zelo raznolike debate, ki so nas stimulirali zelo različnih zornih kotov, kar pa je tudi namen teh srečanj, ker včasih je fino videti stvari iz zornega kota drugega, kot smo ga sicer navajeni. Tako so bile tudi meni vaše prezentacije zelo zanimive in upam, da je bilo tudi udeležencem tako všeč. Se tudi zahvaljujem vsem udeležencem za vprašanja in sledenje ves čas, zdaj pa gremo v sosednjo sobo. Srečno novo leto. Enako srečno. Hvala in nasvidenje, srečno. Nasvidenje, živa. Še enkrat najlepša hvala vsem panelistom in moderatorju za odlično vodenje. Tudi nam je v veselje, da se je razvila takšna lepa debata in zato vas tudi vabimo, da se nam pridružite na mreženju, na spletni platformi Gather. Opcija je pa tudi za poslušalce, da pač vprašanja zastavite na Slack kanalu, link do katerega ste dobili v mailu ob prijavi, tako da vas vabimo, da pa se ta diskusija seveda nadaljuje. Na tej točki bi se pa jaz rada zahvalila panelistom in moderatorjem skozi oba dni. Hvala vsem za odličen simpozij, ponovno 6. Zahvalila bi se tudi dr. Heleni Jaklič in dr. Tomažu Bohu, dr. Jaklič za uvodni nagovor in dr. Bohu za vzeti čas za predstavitev novega zakona. Zahvalila bi se tudi Neži Bandjal za uvodni nagovor. Zahvalila bi se pa seveda tudi letošnjim organizatorjem že 6. simpozija pač slovenskih raziskovalcev v tujini, torej Neži Bandjal, Boštjanu Viharju, dr. Aleksandri Pekošak, Petri Ravbar, Manci Kunaver in Katarini Kmet. Hvala lepa za lepo organiziran simpozij. Upam, da boste sodelovali tudi naslednje leto. Seveda pa simpozij ne bi deloval, če ne bi bilo vas, poslušalcev in udeležencev za poslušanje in za sodelovanje, torej da je simpozij potekal dobro in da so se razvile lepe diskusije skozi vaša vprašanja. Hvala lepa, da ste nas spremljali. Seveda, kot sem že omenila, vas spodbujamo, da se nam pridružite na spletni platformi Gather oziroma na Slacku, da se diskusije nadaljujejo in da se mreženje med samimi Slovenci nadaljujejo. Želimo vam tudi lepe praznike ter srečno 2022. Kot pa sem omenila, vas sedaj vabim na mreženje še na spletni platformi Gather. Hvala lepa.